Krka in Koper sta odigrala prvo nedeljsko tekmo. Domača Krka je letos že premagala Domžale, potem pa visoko izgubila proti Krškemu, medtem ko Koper gola še ni zabil in je na povsem zadnjem mestu prvenstvene lestvice. Velika kriza v Kopru, tole pa je že prva akcija, Potokar je streljal, ampak odlična obramba. Tokrat vratarja Tomiča, ki je rešil celotno situacijo, potem še nevaren strel iz prve. Tokrat so zapretili Novomeščani po protinapadu in še ena kombinacija domačih. Marin Perič je streljal, še ena dobra obramba Tomiča, ki je tokrat stal v koprskih vratih. Napad domačih in še enkrat nevaren strel Periča. Krka je bila boljša v prve pol ure igre, a gola tokrat ni uspela dati. Potem pa priložnost tudi za Koprčane, tokrat je streljal Belima Rodriguez, ampak Mitrović je žogo uspel odbiti v kot. Še zadnja kombinacija prvega polčasa, strel proti vratom, tokrat Biljana, nekoliko mimo vrat je streljal nogometaš Kopra. Drugi polčas in gol za Krko, ampak tole je bil razveljavljen zadetek zaradi prekrška. Sodnik Vinčič je razveljavil gol zaradi prekrška nad vratarjem Kopra. Izid je ostal neodločen, 0-0. Prava bomba Ejupa in še enkrat velika priložnost za Majcna, ki je streljal po odbiti žogi nekoliko mimo vrat. Nato pa gol za Koper, podaja pred vrata in takole kombinacija gostov od prečke je zadel Fabijan Lokaj. Zaključil je akcijo Kopra in Lokaj je zabil svoj prvi gol v koprskem dresu. Proti Olimpiji ni igral, proti Rudarju in Krki pa je vstopil v igro in takole je bil zlata menjava ob koncu tega drugega polčasa. Koprčani so vodili z 1-0, do konca tekme ni ostalo več veliko. Tole je bila kombinacija za Novomeščane in velika priložnost za izenačenje. Tole je bil gol Vučkiča za 1-1, ampak malo je pokazal glavni sodnik, da je bil gol tudi razveljavljen. Prepovedan položaj nogometašev Krke, podal je Fuček pred vrata, takole pa ob strelu proti golu prepovedan položaj Vučkiča in gol je bil tokrat razveljavljen. Tekma se je končala, Koper je zabeležil prvo zmago, zabil tudi prvi gol v drugem delu prvenstva in zdaj ni več na zadnjem mestu prvenstvene lestvice. Nerad se ukvarjam s sodniki. Danes sodniki so sestavni del nogometne igre, to je res. Sem to, ker danes gospod Vinčič z ekipo naredil danes na Portovalu, nima veze z nogometom in je sramota za slovenski nogomet, pa če me še stukrat kaznujejo. Ne moreš zmagati tekme s takim sojenjem. Mi smo danes, čestitam fantom za borbeno igro, imeli smo kup priložnosti, res da nismo izkoristili. Na koncu nezasluženo izgubili in poleg tega nas je še tako skrotoniral, da ne vem, kako bomo sploh ekipo sestavili za Maribor. Seveda, Kopru čestitam za zmago, še enkrat pa pravim, tole danes ni imelo veze z nogometom. Zelo pomembna tekma, saj smo bili na zadnjem mestu. Vedeli smo, da nas čaka izjemno težka tekma, nismo odigrali kot Domžale, ampak smo odigrali bolj taktično, kot oni niso želeli. Verjetno so želeli in pričakovali, da bomo visoko in da bodo imeli prostor. Mi pa smo želeli, da imamo mi več prostora in ne oni. To je bila izjemno težka in izenačena tekma in odločil je en detajl.